Ni nobene absolutne prepovedi na ogrevanje za lesno biomaso. Ni nobene absolutne prepovedi na ogrevanje za lesno biomaso. Tisti, ki imajo danes kotov na lesno biomaso, ga bodo lahko imeli še naprej. Če ga bodo želeli zamenjati, če se jim je pokvaril in če bodo imeli še naprej željo po ogrevanju z lesno biomase, bodo lahko še to naprej počeli. Tako da vsi tisti prodajalci ali kupci naj se ne bojijo, ker tega sploh v zakonu nikjer ne omenjamo. In kar v zakonu pravimo je, da dajemo samo možnost, da bodo na določenih mikrolokacijah lokalne skupnosti oziroma občine imele možnost zaradi prevelike koncentracije onesnažil, kemikalij, strupenih snovi, da tam, kjer ne bo prevetreno in tam, kjer se že ogroža zdravje ljudi, da bodo te lokacije lahko podvržene omejitvam iz naslova lesna biomasa, ker lesna biomasa lahko povzroča tudi prekomerno onesnaženost zraka s PM delci. In če želimo mi čisto okolje, če želimo mi boljšo kakovost zraka na teh mikrolokacijah, potem moramo spostaviti ustrezno zakonsko podlago. Tako da absolutne prepovedi tukaj ni, obstaja pa možnost iz vseh teh razlogov, ki sem jim opisal, da se to zgodi samo na določenih lokacijah. Velja samo za novogradnje, eno ali pa dvostanovanjske stavbe. Potem drug pogoj je, da lokalna skupnost določi strnjenost naselja. Potem je pogoj onesnaženost zraka, dovolj velika koncentracija. Jaz mislim, da je v interesu ljudi, ki tam živijo, da si želijo boljši zrak, da ko prihajajo nove in nove stavbe, da ne poslabšujejo zraka ljudem, ki so že tam, ampak da ga poboljšujejo. In to je ključ. In tretji pogoj je, da mora biti zdravstveni problem, se pravi iz zdravstvenega vidika meritve, monitoringi morajo dokazovati. Še četrti kriterij, prevetrenost oziroma dovolj veliko število ljudi. Vse to mora biti izpolnjeno, da lahko danes zaščitimo ljudi pred negativnimi škodljivimi vplivi in jaz mislim, da je to primarni namen, če želimo izboljšati okolje sebi in seveda našim zanamcem.